kaj o kitajskem novem letu? Ne, nič. Ja ne poznam, to so rekli, ne. Ti poznaš? Ne. Ali poznate kaj o kitajskem novem letu? Ja vem samo, da je februarja pa da traja 2 tedna. Tisto novo leto, ki prihaja, novo leto simbolizira konja. Torej tisti konj, ki bo dal nam energijo, navdih za naše življenje. Seveda, če si želimo organizirati polno mizo, si probati čim več različnih stvari, absolutno priporočam kitajsko restavracijo v Suši in Shanghai City, ki je v Mercator centru v Mariboru. Bi rada vas vprašala glede kitajskega novega leta. Kako pa ponavadi praznujete v Kitaju, v družini? Doma ponavadi pripravimo dosti jedi, da se pač poje. Je to eno najbolj pomembnih kitajskih praznikov. Ponavadi ogromno Kitajcev priletijo pač domov, to pomeni iz vsega sveta, da se združijo z starimi starši. Na primer tudi pri meni doma, saj je mama leta zvrnila na Kitajsko, saj pač novo leto je tako, na primer v zahodnem svetu, ko božič, pri nas je pač novo leto. Tako da se pripravi ogromno hrane, se kaj spije, se pa da tudi darilo mlajši generaciji, mi rečemo temu hongbao, to pomeni rdeča kuverta, notri pač nekaj denarja, kao da nekaj bolj za zabavo, nekaj v tem smislu. A imate mogoče kako posebno hrano, ki je obvezno na mizi? Ja, imamo. Seveda Kitajska je tako velika, da se deli na sever in pa jug, več ali manj. Tako da, na primer, severni običaji se ponavadi jejo dumplingse za novo leto. Jaz pa posebno imam rada take prazniki, ki tradicionalno moraš pojesti čim več stvari in to ni zaradi tega, da radi ješ, ampak zaradi tega, da to je tradicija. Kako je to dobro. Za južni del pač je odvisno, v katerem kraju si. Pri nas doma imamo ponavadi, reče se njengao, nekaj podobnega kot dumplings, pač samo testo je, ampak pač brez mesnega. Sem pa tudi prihaja pač več ali manj so ribe, to pomeni, da v zgodovini niso vsaka družina si privoščila ribe, riba pač ne pomeni na mizi, da vsako leto dosti, da si lahko vse privoščimo. Sem brala, da čim več dumplingsov boš pojedel, tim bolj bogati boš, a je res? Pač to je neki pregovor, kao med nami, med starejšimi, ampak tega se seveda ne vsi držijo, ponavadi se tudi držijo na severu Kitajske, na južnem delu pa žal tega pregovora nimamo. Kaj pa tukaj v restavraciji lahko si privoščimo za novoletnjo mizo? Tukaj na primer dumplingsi, absolutno. Ponujamo tudi na primer kakšne rezance, rezanci imajo pri nas pomen dolgo življenje, to pomeni za dolgo pot. Drugače seveda imamo še pač čim bolj mesno pri nas, bilo kaj mesnega, saj pač kao tudi v zgodovini, več mesa imaš, saj v zgodovini pač pomenilo, da tisti, ko si lahko privošči meso v zgodovini, tisti ima tudi denar. Drugače sem brala, da praznujete 2 tedna, a je to res? To je odvisno od družine, kako si oni privoščijo, ampak ja, se pa praznuje 2 tedna, to pomeni, novo leto se začne en teden prednje sploh novo leto, se takrat začnejo priprave na novo leto, to pomeni od oboveščanja lampel in drugih ostalih stvari, pa do začetka novega leta pol se praznuje, to pomeni se je, se pije, pol pa vse do konca enega leta, saj takrat so glih državni prazniki pri nas in je glih 2 tedna so počitnice, tako da je glih oni čas za družino, tako da se kao v narekovaju 2 tedna prostega časa. Seveda ni samo za novo leto bi priporočala obiskati v Suši Shanghai City, ampak tudi sam pogledajte, kako ponudbo all you can eat imajo. Torej, kaj to pomeni? Če lahko pridete sem, recimo na kako kosilo ali večerjo in plačate fiksno ceno in si naročate vse, kar si želite. To je zelo udobno, recimo, če si želite praznovati ali kak rojstni dan ali povabiti prijatelje na kako kosilo ali večerjo, pa točno veste svoj strošek. In tudi sam pogledajte, kako vrhunsko ponudbo imajo na različne okuse, torej vsak si lahko najde nekaj zase. Absolutno priporočam. Seveda, če imamo na mizi tako vrhunsko ladjo, polno vrhunskih jedi, to pomeni kaj? Da bomo tako bogati, tako uspešni, tako zdravi, tako lepi, da si ne morem verjeti. Zato pa vam želim srečno novo leto.